Ja, moje ime je Matic in kako si? Mogoče bi se tako začelo tisto predavanje oziroma tisto naša izkušnja, kot so bili prve ideje za to današnje srečanje, ampak moram vam povedati, da smo vmes spremenili veliko scenarijev in mogoče je pošteno, da vam povem, kako smo jih spremenili. Od tega, da bi vas bilo nekje zelo veliko skupaj in da bi lahko imeli izkušnjo živega srečanja, do morebitnega hibridne izvedbe dogodka, do tega, da se danes pravzaprav vidimo in slišimo samo preko tehnologije. Začel sem s tem vprašanjem zaradi tega, ker smo vsi postali v teh časih tako zelo na distanci, tako zelo ločeni, tako zelo daleč in je pravzaprav težko priti k človeku blizu, ga vprašati dejansko, kaj se z njim dogaja, kako je in razviti pravzaprav odnos. Torej, v moji glavi se je preigraval zadnje dni ogromno scenarijev, kako bi danes to izvedli. In kot je že, mislim, da je Nastja povedala na začetku, ja, vprašanja pravzaprav so za tole, ker si ne želim, da bi bilo predavanje, so zaželena od tega trenutka naprej. Poskušajmo pravzaprav narediti nekaj interaktivnega, nekaj takega, da smo v stiku, kljub temu, da smo očitno zelo daleč. Povabilo, hvala za povabilo, je bilo, mislim, da narejeno tudi zaradi ene moje strasti, ene ljubezni, ki jo zadnjih nekaj let gojim. Počel sem vse živo, sicer v življenju, ampak izkušnja psihodrame in sociodrame me je izjemno prevzela zadnja leta in to je bila tista osnovna ideja. Želel sem vam dati izkušnjo tega, pravzaprav kako en tak sociodramski eksperiment zgleda z živimi ljudmi v živem prostoru v realnem času. Ampak danes to nekako ni izvedljivo. Zakaj se mi je zdelo to pomembno in zakaj se mi zdi še vedno pomembno? Malo bom citiral mojega profesorja iz Beograda, ki vsakič, ko pride sem na delavnico, potem, ko končamo s tistim uradnim delom, potem gre vedno še po Ljubljani pohajkovati, po lokalih, po raznih prostorih srečanj ljudi, ker nam vedno polaga na srce pravzaprav to, psihodrama se dogaja ves čas, v vsakih drobnih interakcijah. In to je tisto, kar daje v življenju. Zdaj v teh časih smo glede tega precej omejeni, precej skrčeni in danes bo pravzaprav tole naše srečanje potekalo po temle uvodu, pravzaprav vseeno v dveh delih. Želel bi z vami deliti nekaj osnovnih, pa recimo temu, težko bi rekel ravno teoretičnih predpostavk, ki se mi zdijo zelo pomembne, da jih danes zakoličimo, da jih danes vzamete seboj domov oziroma jih imate še vedno s seboj. V drugem delu pa pravzaprav bo neke vrste izkušnja, vendar v zelo skrčeni, majhni obliki, kot si jo lahko privoščim samo jaz tukaj. Srečanje, torej srečanje je tisto, kar je temelj odnosa, kar je začetek odnosa in danes se bomo pravzaprav na nek način pogovarjali o tem, kako je srečanje v teh časih še možno, kje je možno narediti stik in kako se iz tega razvije odnos. Za menoj ne boste videli nobenih slajdov, zaradi tega, ker jih ne maram in jaz upam, da vam ne bom predaval, zaradi tega, ker predavanj pravzaprav tudi sam ne maram več. Jaz sem se jih v življenju že toliko naposlušal, pa se mi ne zdi več konstruktivno, da nekje sediš in samo poslušaš. Kaj imamo tisti, ki zelo radi veliko govorimo za povedati, ker potem grejo besede kar tako, malo mimo. Zato še enkrat res povabilo, karkoli vas zanima, bomo tukaj izvedli neko interakcijo, bodo prišla vprašanja do mene in bomo poskušali iz tega narediti eno živo srečanje. Toliko torej o uvodu. 3 stvari, ki sem jih danes za vas pripravil in se mi zdijo ključne v tem momentu, glede na našo temo, so pa naslednje. Prva, ki me, moram reči, zelo žalosti in je zadnjih nekaj mesecev postala pravzaprav kot neka mantra v naši družbi, je ta, da je socialna distanca nujno potrebna. Žal, sam ne vem, zakaj je prišlo do tega, da se je pravzaprav ta izraz, čeprav gre samo za besedo, v koreninu, da je potrebna, se pravi, da moramo vzdrževati socialno distanco. Kolega Kristjan Musek Lešnik in Vesna Leskošek sta, mislim, da prva opozorila na to, da je izraz popolnoma neustrezen.
da lahko govorimo o fizični distanci, da pa ravno v teh časih moramo vzdrževati veliko več socialne bližine. Vendar še vedno vsakič, ko odprem novice, vidim to ponavljanje neprestano o tem, da se je socialna distanca pravzaprav utemeljila kot nekaj tistega, kar moramo stremeti, k čemu moramo slediti. In to se mi zdi precej žalostno. Osamljeni ljudje, ljudje, ki imajo tako ali pa drugače že itak manj stika, so pravzaprav lahko še bolj porinjeni v to, da je potrebno se od sočloveka odmakniti. Človek kot socialno bitje potrebuje interakcijo. Človek potrebuje bližino. Človek potrebuje drugega človeka, najraje seveda v živo, torej da ga lahko vidi, pravzaprav začuti, da se ga lahko tudi dotakne. Jaz upam, da bomo gledanje na to, da je socialna distanca dobra, presegli. Fizična distanca, glede na trenutne epidemiološke razmere, seveda je čisto druga zadeva, to je samo fizični metri med menoj in drugim človekom. Prva zadeva, torej vas prosim, da mogoče tudi vi, ko razmišljate o tem, spodbujate več socialne bližine, pa vendar potrebno fizično distanco. In tukaj pridemo do druge teme in to je tudi tisto, kar nam danes omogoča to, da se na nek način lahko slišimo, in to je tehnologija. Brez tehnologije, ki je odlično orodje, pravzaprav bi verjetno morali tudi organizatorji tega dogodka sprejeti poraz in reči, ne gre. Tehnologija je čudovito orodje in mislim, da v zadnjih mesecih smo se ogromno novih tehnoloških fint pravzaprav vsi naučili. Stvari, ki jih nismo nikoli prej počeli, smo jih začeli početi, množično, lahko smo na Zoomu, lahko smo na Teamsih, lahko smo veliko več na raznih klepetalnikih, streamamo, delamo video vsebine. Ne vem, koliko se spomnite, jaz se zelo dobro spomnim obdobja med 2011 in 2013, ko je bilo vidno na ulicah Ljubljane, kjer živim, pravzaprav, da se je okužba z pametnimi telefoni veliko bolj razširila. Ljudje so začeli hoditi po cesti in so neprestano gledali v ekrane, kar pravzaprav pred letom 2011 ni bilo tako običajno. Imeli smo telefone, imeli smo gor aplikacije, vendar po nekem obdobju, kar tudi kažejo v bistvu podatki iz tujine, ko so se pravzaprav velike korporacije odločile za to, da intenzivno gredo z svojimi aplikacijami proti tem majhnim napravicam, se je to izjemno razširilo in tehnologija počasi ne postaja več samo orodje, ampak je pravzaprav neka nova realnost. Ta kovanc ima dve plati, se pravi, tako kot je to čudovita, še enkrat, čudovito orodje, čudovita možnost povezovanja na ogromne razdalje, kar bi bilo pravzaprav v nekem realnem svetu neizvedljivo, pa po drugi strani prinaša seboj tudi kar nekaj nevarnosti. Ena izmed nevarnosti, o kateri danes pravzaprav bi želel spregovoriti, je to, da seveda postane samo virtualno srečevanje edino možno in edino, oziroma tisto, ki ga ljudje edinega uporabljamo. Ja, ponovno smo v teh časih, v tem zeitgeist momentu, v katerem se nahajamo, ko je pravzaprav ta trenutek za mnoge tehnologija edina možnost. Ima pa kar nekaj velikih minusov. Živo srečanje prinaša celega človeka. Tehnologija nam podaja samo informacije, ki so delne. Lahko gremo po vrsti. Zelo slaba informacija o tem, kaj počne nekdo drug, je pravzaprav nek tekst, ki si ga dopisujeva v nekem klepetalniku. Ogromno možnosti imam, kako samega sebe cenzuriram. Pravzaprav besede, ki so napisane, ni nujno, da odražajo moje resnično stanje, ampak so samo neka prilagoditev. Povrh vsega pa imam še vedno možnost tipke delete oziroma backspacea, ko tisto, kar že napišem, kasneje malo pobrišem, preden pritisnem enter. Še celo več, če je kakšno sporočilo v nekem trenutku me je neprimerno, ga lahko celo izbrišem. Se pravi, pisanje tekstovnih sporočil in s tem pravzaprav vzdrževati kontakt je zelo slaba tolažba. Je zelo ena izmed prilagoditev, vendar pravzaprav nam o tem, kako se drug človek počuti, pove zelo malo. Rekel sem, da smo pravzaprav v zadnjih mesecih spoznali, kaj vse nam tehnologija omogoča. In zdaj se vračam nekako v mesec marc, ko smo masovno vsi začeli
zoomirati in seveda poleg vseh poklicnih Zoom srečanj, ki smo jih kar naenkrat, se pravi, z fizičnega prostora morali prenesti na virtualnega, smo se tudi v prijateljskih družbah začeli seveda pogovarjati o tem, da se bomo zvečer dobivali na Zoomu. Ne vem, kakšna je vaša izkušnja, vendar moja je bila v tem, da pravzaprav kar naenkrat debata, pogovor, stik ni stekel. Dobili smo se zvečer, vsak mogoče z nekim svojim toplim napitkom, pred kamerami, ampak je bilo ogromno enih težav. Eno je bilo to, da seveda tako kot v živo, kadar se družba dobi, pravzaprav malo govorimo eden čez drugega. To pravzaprav na Zoomu ni možno. Pravzaprav bi skoraj da rabili moderatorja za to, ker ko smo vsi začeli govoriti, nihče ni ničesar razumel. Druga ugotovitev je bila, da na nek način si praktično nimamo kaj povedati. Ne, saj smo se nekako updatali, smo se osvežili, kaj se je nekomu zgodilo v zadnjih tednih, ampak potem po nekem času je kar naenkrat, se pravi, debata med dobrimi prijatelji pravzaprav že začela zamirati. Padel je kakšen vic, potem je padel kakšen link, a je kdo videl nekaj spet na nekem drugem omrežju, mogoče na YouTubeu, kakšna smešna slika in potem se je kar enkrat to druženje, ki bi se drugače v živem svetu včasih zavleklo več kot 2 uri, 2-3 ure, se je pravzaprav začelo zamirati oziroma smo se potem zmenili, da je bilo dost. In smo celo nehali to početi. Opazili smo, da smo utrujeni od tega kontakta. Spremljanje tehnologije, gledanje v kamero, spremljanje, kaj nekdo drug počne v enem drugem delu ekrana, mogoče hkrati spremljanje še neke debate, ki tekstovno poteka vzporedno, je vsem nam jemala pravzaprav ogromno neke psihične energije in se pravi, kot je v resnici v živem druženju za prijatelji, to sproščujoče, veselo, zabavno, je ratalo obremenjujoče. Tehnologija se ne bo ustavila, tako kažejo pač vsi kazalniki po svetu, pravzaprav gre za vejo gospodarstva, ki ima verjetno eno največjih rasti. Nove in nove prilagoditve, nove in nove aplikacije prihajajo, nove in nove pravzaprav invencije na tem področju. Jaz vam lahko prav osebno zdaj povem, da zadnjih nekaj dni, zato ker smo spet soočeni z več zapiranja, preučujem novo okolje, ki omogoča video signal, ki omogoča živo prenašanje, torej platformo Twitch, ki se mi zdi izjemno zanimiva in izjemno nova, drugačna, ponovno za neko omrežje, ki ima svoje specifike, pa vendarle ne more nadomestiti živega kontakta. Meni ne. Mogoče novim generacijam, ki s tem so veliko bolj rojene, kot smo mi starejši, bo verjetno za njih to nekoliko drugače. Ampak tukaj je potem vprašanje, v kakšen svet pravzaprav prihajamo. Torej, to je druga tema, tehnologija. In tretja tema, ki pa moram reči, da mene strokovno kot psihologa še vedno izjemno šokira, je v tem, da kljub temu, da več kot 100 let že vemo, da obstaja tista slavna ledena gora in vse, kar so pravzaprav pred menoj veliko večji strokovnjaki že odkrili, se pravi naše nezavedno, da pravzaprav to pri ljudeh ni sprejeto oziroma o tem sploh ne želimo govoriti. Zakaj se mi zdi to tako zelo pomembno? Namreč v kontaktu, v stiku poteka komunikacija na več nivojih. Besedno, seveda neverbalno, ravno tukaj potem tehnologija lahko izpade kot nekoliko šepava, vendar to niso vsi kanali, na katerih komuniciramo. Sporočamo in za nami se dogaja proces, ki je pravzaprav nezaveden in ki našo komunikacijo, naš stik pravzaprav močno definira. In to dejstvo, da pravzaprav takole, če grem, zdaj težko bi rekel, da grem po cesti gremo zdaj vsi z maskami in smo videti samo kot neki človeški roboti na poti iz službe domov, čim hitreje mogoče še v trgovino, ampak če bi v nekih bolj normalnih časih ustavljal ljudi na cesti in jih vprašal, če oni pravzaprav verjamejo v to, da so v ozadju neka zelo močna motivacijska gibala, ki pravzaprav definirajo to, kar govorimo, kaj počnemo, kako se vedemo v kontaktu z ljudmi, žal moje izkušnje kažejo, da veliko ljudi v to ne verjame. Da pravzaprav
jemljajo samo zelo površinsko naše življenje. In to se mi zdi pravzaprav tudi ena velika škoda. Zdaj, organizatorke, karkoli na streamu, samo sprašujem. Ni vprašanj. Okay. Se pravi, zdaj se lahko počasi premaknemo pravzaprav od tega vodnega preko tega malega teoretičnega dela, se pravi, 3 stvari bi želel, da v njih vsaj razmišljate, torej o pomenu socialne bližine versus fizične distance, na drugi strani o vseh aplikacijah, vseh vidikih tehnologije v naših življenjih, dobrih in slabih. Tehnologija ni slaba sama po sebi, človek, ki jo uporablja, jo pa lahko uporablja z zelo različnimi pomeni. Tretje področje, mogoče bolj psihološko, pa vsekakor kako vstopamo v stike, kako naše nezavedno, kako naše predhodne izkušnje, kako vse, karkoli imamo akumulirano v spominu in kako nam to čustveno vpliva na naš stik, da to še vedno pravzaprav najprej prevzamemo kot dejstvo, da to ni izmišljotina in da seveda uporabimo določeno mero samorefleksije pri tem, kaj se zgodi. Glejte, zdaj, če bi bili v živo, če bi bilo tukaj recimo tudi v mestnem muzeju vsaj 20-30 ljudi, potem bi začeli za ta trenutek z nekim socialno-dramatskim eksperimentom. To vam bom poskušal nekako reprezentirati sam. Kadarkoli se pravzaprav igramo z odnosnimi dramskimi slikami, vedno uporabimo nekaj pomembnih akterjev. Protagonist je oseba, ki pripoveduje svojo zgodbo in zraven dobiva določene pomočnike, auxiliarje. To se pravi ljudi, ki odigravajo določeno vlogo v tisti situaciji. Če bi res naredili zdaj eno tako primerjavo z našim resničnim življenjem, je pravzaprav res pogosto tako. Sami smo protagonisti svoje zgodbe in v naše osebne življenje, v naše odnose prihajajo različni pomočniki. Včasih dobronamerni, včasih bolj zlonamerni, včasih tisti, ki nas šokirajo, včasih takšni, ki nas pritegnejo, včasih tisti, ki nas odbijajo. Se pravi, ko pridemo v kontakt, seveda se zbudi oziroma se začne dogajati odnos, čustven odnos, ki pa ni samo enoplasten. Enoplasten mislim v tem, da ko smo v kontaktu s človekom, se zbudi veliko različnih koktajl čustev. Včasih smo otožni, včasih smo žalostni, veseli nekoga, jezni. Včasih nas je sram tega, kar se dogaja. Ljubosumni smo na nekaj. Kombinacija se dogaja in to se dogaja neprestano. Prvi kontakt imamo nek vtis, drugi kontakt. Vtis se nam nalaga, pravzaprav skladišči na veliko različnih načinov. Torej, protagonist in njegov pomočnik. Kako bi bilo to videti? Zdravo, kako si? Ja, ne vem, kar v redu. Začetek odnosa. A smo kaj izvedeli? Pravzaprav nič posebnega. Kako si? V redu. A pa je ta v redu iskren in resničen? Zato bomo zdaj vpeljali še eno vlogo, ki izhaja iz tistega tretjega področja, ki se mi zdi pomembnega. Običajno mu rečemo senca, shadow tudi. Lahko je pravzaprav neke vrste glas nezavednega. Se pravi, če ponovimo. Zdravo, kako si? Kar v redu? Ne vem, če ti lahko dosti zaupam, da ti lahko povem, da pravzaprav se počutim katastrofalno slabo. Jaz na tej strani tega ne morem zaznati. Tega ne morem slišati. Sociodramsko se eksperimentiramo z takimi vrstami medosebnih odnosov ravno zaradi tega, da lahko v dosti varnem okolju sprobavamo, kaj pa se zgodi, če nekaj rečemo. Naša težava je ravno v tem, da smo pogosto v odnosih precej neiskreni. Povemo tisto, kar je družbeno sprejemljivo, tisto, kar se od nas pričakuje. Zato
je meni tako pomembno, tudi pravzaprav, da se projekt študentov psihologije imenuje Kako si. Ravno zato, ker je to ena izmed ustaljenih fraz, ki jih običajno navržemo mimogrede. Zjutraj pridemo v službo in rečemo, kako si, nekdo reče v redu in to je to, tukaj zaključimo. Ta v redu ni iskren. Ker če bi hotel v resnici povedati, kako se počutim, bi mi morali vzeti veliko več časa. Ko bi mi vzeli več časa, bi na tej strani dobil seveda cel paket informacij, racionalnih, pa tudi čustvenih. In z njimi je treba nekaj početi. Senca oziroma včasih, kadar se pač v različnih settingih se sicer tudi lahko imenuje pravzaprav double ali dvojnik. Ne? Se pravi, če bi bili nekje drugje, potem bi bil, če bi odigravali tukaj eno majhno scenco, tako življenjsko, potem bi bili tukaj vsi vi pozvani, da pravzaprav kadarkoli z dvigom roke ali pa z nekim gibom nakažete, da pravzaprav imate nekega dvojnika. Neko mentalno sliko, nek tekst, ki bi ga pravzaprav glede na obstoječo situacijo radi pravzaprav povedali, ki se vam zdi primerna. Pri vsem tem poigravanju je zelo pomembno seveda, da je stopnja zaupanja zelo velika. Namreč vse skupaj mora biti izvedeno na varen način, se pravi, da nihče od tistih, ki so udeleženi, se ne počuti slabo. Da se pravzaprav poigravamo na nekem improviziranem odru z medčloveškimi odnosi. Pa dajmo pogledati še enkrat. Dobro jutro, kako si? Ja, v redu. Rada bi ti povedala, da pravzaprav se spopadam z nečim težjim. In zdaj to pravzaprav jaz slišim. Ok. Zdaj sem dobil. Spopadaš se z nečim težjim. Kako naj na to odreagiram? A naj bom zelo klasičen človek, ki je zaprt, ki ne želi vstopati v kontakt in iz te interakcije pravzaprav odide? A ja, ok. Ja, bo že boljš, ne? Fraza, ki ničesar ne pove. Na tej strani, ko nekdo sliši, se pravi, moja senca na tej strani pravi, ti mene ne upoštevaš. Mogoče ti nisem dovolj pomembna. Mogoče nimava toliko trdnega odnosa. Pa gremo malo drugače. Probam z enim eksperimentom, ki pravi, ampak dan si pa zelo lepa. Ampak zdaj moja senca tukaj, dobro, pa zakaj si pa to rekel? Zakaj je treba to reči? Na tej strani, kaj pravzaprav hoče od mene? A je to zdaj, in tukaj se odpre zdaj polje našega razmišljanja. Kakšne so možnosti dvojnikov, ki tukaj sporočajo na to, ta komunikacijski pravzaprav izziv me zapeljuje? Mogoče je samo prijazen, do tega, ker je pač tako prav. Pa dobro, saj v bistvu, ja, saj danes sem se kar precej potrudila. Mogoče pa to iskrena izjava, mogoče pa nič. Mogoče samo iskreno prijazen, mogoče hoče biti boljši prijatelj z menoj, hoče imeti več kontakta. Ja, na tale način to deluje, bom rekel, malo slabo. Če bi nas bilo več, potem bi tukaj lahko zdaj odigravali različne variante takega čist preprostega odnosa, ki se pravzaprav dogaja vsak dan. Glede na našo temo današnjo, kje je možno polje srečanja? Mogoče vam bo delovalo, da sem precej starokopiten, ampak jaz mislim, da se pač pravo srečanje dogaja samo v živo. Da se lahko zgodi samo takrat, kadar smo fizično prisotni, kadar je možna tudi fizična bližina. In mislim, da vse oblike, ki so oddaljene, so samo slabši substituti. Kako bomo to razrešili v tem času, ki ga živimo? Zdajle recimo nekaj minut pred tem, ko sem prihajal v mestni muzej, sem imel res srečno naključje, ker nisem bila domenjena, namreč prijateljico sem srečal. Na cesti oba dva sva se prepoznala, kljub temu, da imava maske.
očesni kontakt je bil in sva se odločila, da greva na tisto kavo za sabo. Do tega, da sva imela svojih 10 minut. Teh 10 minut stika za moje pojme veliko več mi prineslo, kot bi lahko, tudi če bi bila recimo 2 uri na neki tehnologiji. Zato, ker sva si bila blizu. Zato, ker sva si lahko izmenjala trenutne strahove, trenutne občutke negotovosti, ki nas vse prežemajo, in moram reči, da je bil ta kontakt kvaliteten. Torej, glede na današnjo temo, izkoristite možnosti, ki so vam dane v polnosti. Jaz verjamem, da te časi ne bodo trajali v nedogled, se pravi, da bodo prišle še nove spremembe, pa da ne bomo slučajno zašli v to, da bomo vse skupaj pustili pri tehnologiji in se samo s tem ukvarjali, in po drugi strani, da ne bomo zanemarili naše globine, ki jo prinašamo v odnose. Če bomo ostali zelo površinski, se pravi, če bomo izmenjevali samo najbolj preproste, racionalne informacije, potem bomo v tem, ko si prihajamo blizu, začeli kot ljudje zelo veliko izgubljati. Kakršenkoli predlog, a imamo sploh koga? Aha, ekipa je, imamo koga? Kakšen predlog? Ideja? Ali imaš lahko več senc za različne kontekste? Super, tole je zdaj lepo pognali zadevo. Ja, super, je zadevo pognali naprej, seveda. Se pravim, če bi nas bilo tukaj le zdaj 20, potem bi lahko enemu protagonistu pravzaprav dal v ozadje ali pa ob njega ali ob njo različne aspekte njegovega nezavednega. Jaz sem vam poskušal prej samo pokazati za tem, da samo na mojo pravzaprav komunikacijsko intervenco danes si pa lepa, so možne, vsaj če mi padejo na pamet, vsaj 3 možne interpretacije. Možnih je pa zelo veliko. In vse od teh interpretacij pravzaprav odsevajo en vidik pravzaprav vaše osebnosti. Glede na to, da bomo verjetno fizično na razdalji in glede na to, da bodo tudi naši socialni stiki zelo omejeni ali pa zelo samo službeni ali pa kratki, je ena izmed idej, ki jih lahko počnemo v tem času, to, da res močno raziskujemo sebe in svoje vidike nezavednega, svoje vidike svojih motivacijskih pravzaprav vzvodov za to, da se nam nekaj dogaja, da smo z nekom blizu. Zakaj? S kom? Ali je to tisto, kar mi pravzaprav prinaša? Ali je to odnos, ki je dejansko daj dam, ali je to odnos, ki je nekoliko izkoriščevalski? Če sem z nekom dolgo časa in čutim, kako mi pravzaprav energija odteka in nimam nič od tega, mogoče ta odnos ni tisti, ki je zame koristen. V Sloveniji pogosto slišim to, da so pravzaprav družinski člani tisti, s katerimi je nujno potrebno biti v tesnem odnosu, saj so vendarle družina. Moj pogled je nekoliko drugačen. V to družino, v katero sem rojen ali v katero ste rojeni, jaz ne verjamem, da sem jo ravno izbral. Izbiram ljudi, s katerimi delam in s katerimi se družim v privatnem času. To so tisti, ki so meni blizu. Med družinskimi člani včasih najdemo cel kup ljudi, s katerimi ne bi želeli ničesar početi, imamo pa občutek, da smo v to prisiljeni. Ali je možen razmislek, da razen tistega, kar je nujno potrebno, z njimi ne vzdržujemo prevelikih kontaktov, če nam pravzaprav ne prinašajo ničesar, kar je za nas koristnega, dobrega, kar nas mogoče celo navdihuje. Odnosi, ki so kvalitetni, za moje pojme so tisti, ki so lahko zelo zabavni, tisti, ki mi prinašajo nekaj novega, nek nov vidik, neko novo razmišljanje, lahko so povezani z nečem, kar skupaj počnemo in kar nam je fajn. Ne samo zabavno, ampak kar je recimo res tudi koristno. Upam, da imate v službenem okolju več kvalitetnih odnosov kot nekvalitetnih. Drugače bi bilo dobro razmisliti, kje ste. Ker preživeti tretjino svojega časa z ljudmi, ki vam grejo pravzaprav na jetra, je dosti izčrpljujoče. Sprav, če pogledamo cel svoj sociogram vseh odnosov, ki se gradijo, vidimo ogromno različnih ljudi. Dajmo malo razmisliti o tem, s katerimi bi pravzaprav poglobili naše srečanje in katere bi nekoliko res
pa res dali na distanco, zato ker so nam ali saj nezanimivi, ali pa celo konkretno čist škodljivi. Pač neke slabe oziroma patološke odnose imamo vsi med nami, ampak nam resnično najedajo in nam resnično grenijo naše dobro počutje, konec koncev lahko tudi zdravje in so pravzaprav tisti, ki bi jih morali se jih nekako izogniti. Torej, če imate čas in časa boste imeli nekaj. Vem, da ste že pogledali verjetno marsikatero serijo, mislim, da smo to že v prvi rundi dali čez, se pravi, smo že pogledali na Netflixu, ki je zelo veliko novega ne bo, bo nekaj novega. Pregledali ste serije za nazaj, jaz trenutno gledam Friendse za nazaj, ampak, a lahko še kaj drugega počnemo? Torej, da si samo ne zapolnjujemo svojega časa z tem, da nam čas mine čim hitreje za neko mogoče nekoliko preveč plehko zabavo, pa tudi jaz to počnem ves čas, da ne opomote, ampak da si vzamemo sredi dneva, sredi tedna, sredi našega ritma, ki bo zdaj seveda zelo prilagojen, da si vzamemo čas za razmislek dejansko o naših zgodbah in o odnosih, ki jih imamo. In ne boste verjeli. To, kar danes pravzaprav tukaj zelo, zelo omejeno pravzaprav poskušam početi, lahko počnete sami seboj v svoji glavi. Brez težav. Enkratna sposobnost človeških možganov je to, da si lahko naslika prostore. Lahko si naslika domišljijske pokrajine in prostore. Naredite si ga. Naredite si prostor srečanja z ljudmi, ki jih imate radi. Naredite si prostor srečanja z ljudmi, katerih odnos, če bi bili na Facebooku, bi bilo complicated, torej so zapleteni. Dajte si narediti prostor za srečanje z ljudmi, ki vam pravzaprav v življenje prinašajo prej tegobe ali pa saj težave. Probajte z njimi narediti dialog. Probajte biti toliko v stiku sami s sabo, pa videti, kam vas pravzaprav ta dialog odnese. Včasih nam rata potem to, nam uspe pravzaprav to, kar je narejeno v domišljiji, v nekem pač čist domišljijskem imaginariju nekega notranjega gledališča, nam uspe celo prenesti v življenje. Zvadimo tisto, kar bi bilo. Verjamem, da ste to na mnogo načinov že počeli. Običajno, kadar nas čaka kakšen zelo težek sestank ali pa težka debata, potem v glavi preigravamo različne scenarije. Kaj pa če bi rekel tako, kaj pa če bi rekel tako, kaj pa če bi rekel drugače. Kako bom rekel svoji šefici za povišico? Kako bom povedal mojemu bratrancu, da mi njegovo stališče glede globalnega segrevanja recimo se mi zdi pa totalno mim in popolnoma neosnovano. A mu sploh želim to povedati? A bom tih? To je preigravanje besed, ampak če greste korak naprej, če se domišljijsko postavite v nek prostor, se lahko zelo zanimive stvari zgodijo. Tisto, kakšna je reakcija drugega, čeprav ga sploh ni v naši glavi, je sicer zelo odraz nas samih, ampak tudi seveda zelo na podlagi tega, kako ljudi poznamo, ker imamo z njimi že predhodne izkušnje. In pravzaprav na nek način vemo, na kakšne načine lahko nekdo reagira. Sociodramska postavitev je varna zaradi tega, ker se odigravajo vloge. Zaradi tega, ker realnih ljudi, tistih, s katerimi imamo nekaj, ni tukaj. Igranje vlog je pravzaprav, meni je to zelo ves čas fascinantno, kako je pravzaprav nam ljudem kar dost lastno. Vem, včasih je težko stopiti iz občinstva pa prideti na tak improviziran oder, ampak pogosto se zgodi neka magija, zelo posebna v tem, da pravzaprav smo vsi nekoliko igralci v sebi. Če je prostor varen, če ni nevarnosti, da bi vse skupaj, ne vem, bilo ta trenutek objavljen recimo na Facebooku, če se počutimo varni, potem lahko stopimo tisti korak in odigramo. Igramo pa vloge, tudi mi, če smo iskreni sami sabo, čist vaš čas v vseh aspektih našega življenja. Jaz nisem popolnoma isti Matic, ko sem doma z ženo, ko sem s prijatelji, ko sem v službi, ko hodim po cesti, ko se vozim z avtobusom, ko vam tukaj nekaj govorim v kamero, 6, 7, 8, 9. Vloge pravzaprav menjavamo,
tako kot neke plašče, kot halje, vse čas. To nam je nekako, pravzaprav tako smo se verjetno naučili preživeti v tem odraslem svetu. In samo manjka nam čisto malo do tega, da včasih vzamemo plašč nekoga drugega. Mogoče celo nekoga, ki ga ne poznamo. Skratka, da se spustimo v ta domišljijski svet. V času, ko se mi zdi, da, mislim, ki je res čuden čas, iskreno povedan, kjer to me je tudi šokiralo pred enim tednom, ko so pravzaprav lažne novice oziroma novice, ki ne bazirajo na nobenem ne znanstvenem, ne realnem objektivnem dejstvu, ki so veliko bolj nagnjene k temu, da bodo hitreje širjene kot pa resnične novice. Se pravi, neka ocena, da se 6-kratno hitreje širijo novice, ki so lažne. V svetu, kjer je zelo veliko zelo sovražne govorice, kjer je zelo veliko ostre govorice, napadanja, površinskosti, v tem svetu jaz upam, da bomo uspeli pravzaprav dati noter sol nekega bolj humanističnega pristopa v tem, da sočloveka vseeno boljše razumemo in da se poskušamo postaviti tudi v njegove čevlje. Da nismo samo mi, da nisem samo jaz center tega vesolja, ampak da je pogled, če stopam tukaj, nekoliko drugačen. Da moja sodelavka, moja prijateljica, moj prijatelj, moj znanc, nek mimoidoči vid objektivno dejstvo nekoliko drugače. Ravno to se včasih lahko doseže s tem, da pač vlogo zamenjamo. Karkoli od naših, pa kakšen timekeeper bi bil tudi na mestu. Ja. Ja. Samo en komentar imamo, in sicer uživa ena izmed udeleženk zaradi tega, ker je lahko v gozdu in hkrati posluša tole predavanje, ne toliko v tehnologiji. Je pa še 15 minut. Ok. Hvala za komentar. Ja, no to so ta čudesa tehnologije. Tudi meni je to recimo všeč, da pravzaprav nisem več, da nisem za vse stvari vezan na fizičen prostor, v katerem sem, da se lahko z slušalkami za eno napravo nekam umaknem, nekaj spremljam, nekaj poslušam, da sem lahko v stiku z ljudmi, ki so meni res neskončno daleč. Vendar je pa res, da smo pa, kar se tiče čist tehnologije, ta del, se pravi navezovanja tistih izgubljenih sošolcev, ki živijo na drugem koncu sveta, da smo sestavili alumni klube, ja, spet sošolcev iz osnovne šole, pa tistih smo skupaj nekaj delali, da smo to fazo že nekoliko dal čez, je pa nekoliko seveda strašljivo tudi to, kakšen pravzaprav resničen učinek na naše odnose imajo večinoma sicer družbena omrežja, ker pravzaprav niso družbena, niso socialna, ampak so narejena seveda zaradi čisto enega drugega namena. Večinoma zaradi pridobivanja dobička. Priznam, da sem precej pod vplivom ravno tega dokumentarca Social Dilemma na Netflixu, pa ne morem reči, da sem nekaj izjemno novega zvedel, ampak na zelo skrčenem pravzaprav to, kaj se z nami dogaja zadnjih res 5, 6, 7 let. Koliko pravzaprav časa preživimo na omrežjih. Na nek način meni tudi precej je grozljivo videti to, da ko smo še lahko sedeli po lokalih, je bilo pravzaprav videti ljudi, ki so samo se pogovarjali zelo malo, ampak načeloma imamo ob sebi telefon in seveda z nekim intervalom, celo včasih, 15 sekund neprestano preverjamo, kaj je tukaj novega. Pomembno to zdaj res dejansko malo povzemam po dokumentarcu, se mi zdi izjemno pomembno to, da človek ni narejen za to, da dobi toliko drobnih dopaminskih kapljic na vsakih 15 sekund, se pravi vsak like, vsak komentar, in da pravzaprav nismo navajeni živeti v tako veliki globalni skupini, ki je pravzaprav z pomočjo medmrežja pravzaprav neskončna. Kar pomeni, z neko zelo viralno vsebino lahko pravzaprav pritegnete na tisoče ljudi, kar pa v realnem svetu pravzaprav v našem plemenu ni izvedljivo, da bi imeli toliko nekih pozitivnih afirmacij strani ljudi. Ta svet je izmišljen.
Ta svet je lep, virtualen, čudovit, vendar je izmišljen. In tisto, kar je pa moje telo in moje premikanje v prostoru, zaenkrat še vedno ostaja to, kar je. Petro zanima, kaj pa ustvarjanje in ohranjanje odnosov s pomočjo e-gradiv. Namreč specifično se s temi omejitvami sooča večina mladostnikov, ki trenutno stopa v čisto nove ravni izobraževalnega sistema. Ja, mislim, zdaj šola je načeloma še vedno vzgojno-izobraževalna inštitucija, kar pomeni, da ta del, ki je izobraževalen, se poskuša prilagoditi z nekimi to je izobraževalni del. Vzgoja pa poteka vsak dan na igrišču, pa na hodniku, pa na WC-ju, pa v učilnici. Se pravi, ta socialni vidik tudi odraščanja človeka, ga seveda tehnologija ne more nadomestiti v taki meri, kot je to, kar se zgodi v fizičnem. Z e-gradivi, mislim, ja, absolutno z res smotrno, pametno uporabo tehnologije, se pravi ne neumno, ker se da tehnologija tudi zelo neumno uporabljati, je marsikaj lahko izobraževalnega zelo prilagojeno, zelo dostopno in za, kar imam jaz recimo zdaj izkušnje z marsikaterim učencem, ki mu je tudi lažje v tem času, ne težje. Se pravi, mogoče ima več miru, mogoče lažje strukturira, če dobiti na ta način gradivo, ampak seveda imamo vedno na drugi strani še tiste druge, ki nekateri pa nimajo doma miru in nekateri seveda izjemno pogrešajo predvsem socialno interakcijo. Človek jo pogreša. Tako da ja, mislim, da smo zdaj nekje v fazi 2.0 glede tega, kaj pravzaprav tehnologija nam omogoča. Začelo se je z delitvijo PDF-jev, potem se je nadaljevalo s tem, da so neke konference, ki so konference narejeno preko video povezave. Ne vem, mislim, meni osebno je to tako, da smo še precej v plenicah glede vsega skupaj in da nas je pravzaprav čas povozil glede tega. No. Tako da zdaj za veliko žlico zajemamo tehnologijo. Anekdota iz prejšnjega tedna, ki mi je tudi malo žalostna, je v tem, da seveda, ker vsakmu pametnemu človeku pade na pamet, da če so mladi doma in delajo potem naloge ali pa morajo odgovarjati, da je ogromno možnosti švindlanja oziroma goljufanja, seveda veliko več. In da se zdaj bolj razmišlja v tem še več represije in še več nadzora. To, kar sem slišal od ene dijakinje, mi je kar tako malo absurdno. No? Se pravi, da mora biti to, da pač pokažeš svojo napravo okoli, da nimaš nekje skritih kakšnih švindelcev, pa da potem za vsako spraševanje še 2 profesorja, ki nadzirata v bistvu očesno premikanje dijaka, to se mi zdi že tako ne, da ni nekomu med tem učil šel še na telefon, ker na telefonu ima pa zapiske. Ne vem, to je meni tako malo. Na vsak način želimo 100% skontrolirati. Pa se tudi v živem svetu smo se vsi naučili ogromno variant, kako se da okoli prinesti. Še eno vprašanje na temo šole. Marjeto zanima to preigravanje vlog oziroma delanje scenarijev, pogovorov v mislih, ker dela z osnovnošolci in njej učenci povedo, da si v mislih delajo scenarije, kaj se bodo pogovarjali med odmori, medtem pa ne poslušajo učiteljice. Hvala, Marjeta. Kako bom zdaj nesramen. Meni se zdi, da se več zanimivega zgodi med odmori, kot med šolskim poukom. Tam se zgodi samo to, da predavamo matematiko, fiziko, naravoslovje, družboslovje. Ne, šalo na stran. Seveda preigravajo scenarije. Zdaj, prva misel na to mi je bilo to, da ravno te tehnike, ki sem jih danes na zelo slab, invaliden način poskušal pokazati, saj vem, da v Španiji ogromno uporabljajo ravno v osnovnih šolah, se pravi ravno zato, da preigravajo različne situacije, ki se v razredu zgodijo. To prvo se mi zdi, da sama ta tehnika je lahko na pameten način zelo uporabna. Zdaj drugo to, meni se zdi to, da pač včasih malo podcenjujoče do mladih oseb, v tem, da jih jemljemo kot da pač ne vem, da so pač tudi, da so v šoli samo zato, da se učijo. Drugače so to razmišljujoča mlada bitja, ki jim po glavi tisti trenutek se bliska 35,000 idej. In sigurno je šele nekje na 20. mestu, ne za vse, ampak za mnoge je to, kaj ima nekdo zapovedati okoli
se pravi, biologije, recimo. Ne? Se pravi, tisto pravo, živo življenje se odvija drugje in je seveda zdaj logično, da se odvija ogromno scenarijev. Se konec koncev se tudi nam odvija. Ne mi reči, da bodimo iskreni, ne da na vsakem poslovnem sestanku pa vsi izjemno zelo, zelo resno poslušamo, ampak vmes eni pod mizo gledajo čete, pa eni probajo ne zaspati, pa si skoraj tako kot Tom in Jerry narišejo črne krogce gor na veke, da ne zaspiš, eni gledajo v prazno, pa razmišljajo o tem, kaj bodo imeli za kosil, pa a je petek že, pa gremo na dopust, pa Madonna, pa kdaj pride kdo domov. Eni so že v vrtcu, ki morajo tam male prevzeti. Tako da to, da pač naši možgani šibajo. Edino ne vem, ali si je želela gledalka, poslušalka pač recept za to. Mislim, da je treba pač tako dejstvo sam sprejeti, da ne bi slučajno šli v smer tega, da moramo to ustaviti. Ker če bomo ustavili, potem verjamem, da če ste učiteljica, da to ni lahko, sploh v teh časih vsem učiteljem, mislim, da je zdaj precej težko, tudi učencem, nekaterim je izjemno težko, z neko mero tolerance do tega, kaj se pravzaprav dogaja, sploh v glavah. Jaz prej vidim to, da bi se te scenarije dal zelo lepo odigrati. In jih pač izkoristiti za neko razredno uro, ki je namenjena temu, pa dobro, pa kaj se pa z vami res dogaja med odmorom? Ja, pa kaj želiš, kaj je zdaj tam, simpatija, antipatija, spor, ki se dogaja, klika, trije tam, ki se neki imajo za neki, eden je tam osamljen, skratka, ne vem, meni se zdaj že po glavi milijon scenarijev podi. Imamo še kaj? Darjo pa zanima, kaj mislite, kaj je razlog, zakaj ljudje raje širijo neresnične novice, ker 6-krat več se jih zdi kar veliko. Zdaj, to sem direktno iz omenjenega dokumentarca, se upravičujem. Malo sem pod vplivom, ker so me te številke malo šokirale. Ne morem reči, da so tudi te številke čist preverjene. Zdaj, razlog moja razlaga tega je to, ker lažne novice zelo pogosto delujejo izjemno atraktivne, zelo privlačne in ljudje smo nagnjeni k temu, da nekaj, kar nas zelo privlači, hitro vzamemo za svoje. Zdaj, če govorimo recimo prav o teorijah zarote, so v tem, ker pač odgovarjajo na neke naše zelo bazične strahove. In tudi zaradi tega so zelo privlačne, zato ker odgovarjajo na tisto, kar nas dejansko plaši in so zelo hiter, instanten odgovor. In to je tudi pol tretje pojasnilo. Instantni odgovori, enostavne rešitve, torej pač zaradi mene, da nas čipirajo, je najbolj enostaven odgovor in to je ravno tisto popreproščenost, ki me plaši, da ne gremo mečkan v globino. Pa še zraven je to, da včasih sem precej razočaran nad splošno izobrazbo ljudi. Tako, pač kaj ne vem, kaj ljudje preberejo v življenju, kaj doživijo, o čem razmišljajo in je seveda nekaj, kar je zelo enostavnega, je pač res na prvo žogo, kar pomeni, da je pač hitro sprejemljivo. Se pravi, danes nimamo časa, da bi razpravljali o gospodarski situaciji v Sloveniji, pa ne, da sem kakšen strokovnjak, ampak je zelo enostavno insertirati stavek, tujci nam kradejo službe. In je pač, se pravi, tujci niso ok, tujci mi kradejo službe, jaz nimam službe, ukradel mi jo je tujec. Simple razlaga, ne zahteva nobenega poglobljenega razmišljanja, sem jaz zdaj adekvaten na polju dela, a sem napačnik, a sem mogoče slab delavec konec koncev, a so me zato fliknili iz prejšnje službe. Ampak je tako, zelo poenostavljeno, skratka površinsko. Je pa res seveda, da so se te lažne novice seveda širile ves čas, odkar človeštvo obstaja, tudi to je res, da izjemno radi opravljamo. Ljudje imamo eno tak zelo zanimiv hobi, da se radi ukvarjamo s temi kako se reče, nekako sočnimi podrobnostmi o nekom, ki nam delajo, so nam zanimive. Edino to, da so pač metode širjenja bile včasih veliko bolj počasne in seveda, da zdaj pa dejansko omrežja to omogočajo, da se pač novica razširi izjemno hiter in da konec koncev, ne vem, da je to ratalo kot tudi običajno, da pravzaprav se komunicira preko omrežja. Pa ne bom zdaj rekel, da sem tudi jaz v nedeljo zvedel, da je spet epidemija po Twitterju, ker se mi zdi tako, wow, a res, ali kaj.
Ta hitrost širjenja je zdaj je ta, da gre. To je res, kot da bi iz blazine stresel perje in gre in se ne vrne. Če se še malo vrnemo na ono preigravanje scenarijev v mislih, poslušalko zanima, ne moti je toliko ta pozornost k pouku, ampak bolj ta razlog, se pravi, ali je mogoče razlog v pomanjkanju samozavesti? Mislim, bilo bi zelo prevzetno zdaj nadaljavo tako soditi o tem, zakaj nekdo to počne. Jaz mislim, da je to zelo naraven proces. Da ni, mislim, da je pač, ne ravno mogoče pomanjkanje samozavesti. Jaz bom šel zdaj zelo osebno. No. Meni se zdi, da saj predvsem v srednji šoli, no, mogoče malo manj v osnovni, res večinoma meni pomembnih odnosov se je odigral med odmori. Se pravi tistih, ali je bilo to pač dekle, ki mi je bilo simpatično in bi jo rad nagovoril in seveda in meni je to zauzemal velik del mojega življenja. Ali so bili to prijatelji, s katerimi bomo pol kasneje šli v kino ali pa nekam, je bilo meni izjemnega pomena. To, da sem bil v teh kontaktih kot mlad človek precej nesiguren, poten in tresoč, običajno. In seveda zaradi tega sem tudi sam preigraval ves čas scenarije, kaj bom z nekom, kaj bomo naredili na šolskem plesu. A grem do une, pa je nekaj rečem ali ne. Zdaj, da se to dogaja med poukom, je seveda, mislim, kdaj pa ne, če je odmor pred tem. Motivacija ne mislim, da ni nujno, da je pač neka, je pa seveda zelo človeško to, da poskušamo se uživeti v nekaj, kar se bo zgodilo, probamo to preigrati, probamo narediti dialog. Sej to delamo tudi v dialogu, se najboljšega prijatelja, če ga imamo, ga ponavadi vprašamo, ti kaj pa naj njej rečem, kaj pa naj njemu rečem, ko bi pa ti naredil in dobimo zrcalno sicer sliko od enega drugega človeka, samo to isto lahko počnemo sami. Imamo toliko sposobnost človeških možganov je tako lepa in včasih tako slabo izkoriščena, ker je velika škoda. Ja, naši otroci so vroča tema na debati. Še eno vprašanje. Kakšno mnenje imate o šolanju otrok na domu in ne v šoli? Se pravi, kako se ti otroci potem socializirajo, če niso vključeni v šolski sistem? Mislim, ful dobro vprašanje. Jaz moram reči, da sem svoje mnenje okoli tega precej spreminjal zadnja leta, ker nisem kaj dosti vedel o tem. Pač prva informacija, ki sem mislil, da jo imam, je pač v tem spet zelo pavšalna, v tem, da pač tak otrok je večino časa doma in je izoliran. Potem sem na srečo govoril z kar nekaj ljudmi, ki razmišljajo o tem, da bi svoje otroke šolali na domu in tistimi, ki to tudi izvajajo in se je izkazalo seveda, da imajo svoje socialne stike zelo dobro razdelane. Se pravi, da ti otroci se učijo skupaj ali se pravi, da niso v ničemer prikrajšani, v smislu, se pravi, niso izolirani in jih nekdo poučuje. Tako da zdaj ta trenutek, ne vem, ne počutim se ravno, da bi bil nek hud promotor tega, vendar se mi ne zdi pa niti, da je to s tem kaj narobe. Kar me žalosti, zakaj se recimo moji znanci, zakaj razmišljajo o tem, da bi se šolali, zakaj bi šolali svoje otroke doma, je v tem, ker se precej pogosto sliši, da otroci, ki prihajajo za malo bolj neverjetnimi ali pa nenavadnimi idejami, kaj bi pravzaprav radi počeli, slišijo to, da se to ne da. In tukaj mi je pač prav znanc, ki je rekel, da to je lepa anekdota. Ta-mal je, mislim, da star zdaj 11 let. Nekaj časa je treniral BMX in potem se je izkazal, ta-mal je že spoznal, da ni tako dober v BMX-u, da bi bil, ampak ko so v šoli imeli debato o tem, kaj boš ti počel, ko boš velik, je on rekel, da bi bil v bistvu coach za BMX-arje. In potem je bilo pač rečeno, da to ne obstaja in da si je izmislil in se je seveda fant razburil, ker pozna toliko pa toliko resnih trenerjev BMX-a in da je to resen poklic in da ne ga nehajo zafrkavati, je pa bilo nehi. Ne. Tako da jaz, ker poznam znancev, so tisti, katerih otroci tudi nekoliko štrlijo ven iz čistega povprečja. No. In to ne v slabem smislu, ampak v tem, da imajo neke zelo specifične talente, ki bi jih radi sfurali, ampak šolsko okolje pa včasih deluje s kurikulumom izjemno rigidno. Tle bi jaz rekel predvsem, kar se tiče umetniškega izraza, tudi ne samo. Jaz mislim, da pač manjka pri nas odnosov, pogovarjanja o odnosih, o čustvenem svetu, pravih športnih dejavnosti oziroma fizične aktivnosti, ki ni samo športna vzgoja, ampak nasplošno premikanje svojega telesa in pa vsi vidiki umetnosti.
Tako da. In še zadnje vprašanje bom postavila, hvala Matic. Čeprav vprašanja so se zdaj prav začela že nabirati. To smo Slovenci na koncu, ki že vsega konc, pa smo rekli od začetka. Tako, ja. Bom pa skušala ti dve vprašanji združiti v eno. Namreč, kako poskrbeti za psihično in čustveno zdravje visoko občutljivih otrok v travmatičnem času, spravi nevarnost mask, prepoved potovanja k starim staršem, pomanjkanje stika s prijatelji zaradi prepovedi aktivnosti, zaradi strahu. Skratka, ta trenutna situacija in otroci. Pa hkrati je na to vezano tudi vprašanje otrok, ki imajo odločbe z učnimi težavami, ne? Kako zdaj vse to v tem času deluje? Slišal sem vprašanje tudi za visoko občutljive otroke, pa zdaj na koncu te, ki imajo odločbe zaradi nekih svojih posebnosti. Mislim, da je to izjemno težko zdaj ta trenutek. Jaz upam, da marsikateri otroci imajo na drugi strani, se pravi pedagoge, ki bodo zdaj z veliko toleranco, če govorimo samo o pedagoškem delu, da bodo znali ohraniti. Zdaj mi prihaja spet, jaz sem zelo človek anekdot, zelo posameznih primerov, jaz v teoriji sem izjemno šibek. To vsi vejo, da premalo berem, tako da teorije psihološke jaz nimam o tem. Imam pa anekdote in vem, da specialna pedagoginja, ki mi je rekla nazadnje, da njej je to ratal grozen stres, ravno zato, ker poskuša izvajati po odločbi nekaj 1 na 1, vendar na drugi strani kar naenkrat pač ta oseba zgine, mrkne, ne? Ugasne zoom. To ni nek normalen proces. Zdaj, ne bi rad dajal sicer na svetu, ampak vedno biti v stiku, v dialogu za mlado osebo je bistvenega pomena. Se pravi, a smo se preigrali to, ne, iz tega prvega, kako si, in če je zdaj odgovor v redu, kaj pa če ne bi verjel, tako je ta prvi. Pa si res, kako, skratka, peljati nek res poglobljen dialog, kako se nekdo počuti, odstirati te plasti čebulce, nekoga pa prideti do tega, kako je nekdo. Jaz mislim, da vsi starši tukaj lahko in pedagogi lahko ogromno naredite, če ohranjate odnos. Odnos je za moje pojme veliko več vreden, veliko bistvenejši od ta trenutek od neke šolske snovi, za katero sicer vem, da jo je treba predelati. In kadar mlade osebe kakorkoli signalizirajo, da bi rade šle v kontakt, prosim, ne tega vrš stran, zato ker je to lahko zadnji, mislim, lahko se vam to zgodi enkrat, dvakrat, če boste rekli ne, nimam časa, zdaj le morava delati ulomke. Jaz bi se pa rad pogovarjal o tem, da mi je hudo, ker ne vidim prijatelja, dajte se raje pogovarjati o tem, kako mi je hudo, ker ne vidim prijatelja. Ulomki bodo počakali, jih imamo že dolg časa, pa se jih da naučiti, ampak odnosi pa se včasih skrhajo. Tako da, ne vem, iskanje seveda res empatične tolažbe in seveda zraven tudi starosti prilagojene razlage, zakaj se mi vse to gremo, zakaj zdaj nosimo maske. Se pravi prilagojeno, ampak razlaga na razlago, ker v ozadju obstaja neka racionalnost, zakaj to počnemo. Ni nekomu padel komet na glavo. Tako da razlaga, tolažba, razlaga, odnos, razlaga, tolažba. A to je to? Moramo nehati, ne? Ok. Zadnji stavek. Lejte, ni bilo tako, kot je bilo planirano, meni je bilo zabavno, vendar veliko manj zabavno, kot bi bilo, če bi vas imel v živo. Jaz upam, da vas bom imel še kdaj v živo, da boste v zaupnem prostoru lahko preizkusili svoje preigravanje izmišljenih ali pa resničnih vlog in se iz tega nekaj naučili. Lepo se imejte, pa uživajte naprej.